Moji lasje so pršali tako mečkam zraven. Evo, je že! Živjo, jaz sem Sara, ona je Lucija in tu je Katarina. V tej epizodi bomo govorili o tem, zakaj je Ozempic postal nova hollywoodska obsesija, zakaj so vsi kar naenkrat ekstremno suhi, zakaj si je Kim Kardashian zmanjšala rit. En TikTok je bil od ene iz Zagreba, ki je bila ful razočarana, kako smo ženske v Ljubljani neurejene. Pustite ženski, da tudi je neurejena. Ja. Tudi lahko je neurejena. Ja. Pač statusni simbol je bil. Ja. To, da si bil ti lahko debel, si mogel imeti dosti denarja, da si lahko to prvoščil. Revni so bili pa tisti, ki so skozi delali, pa so komike jedali. Debelost je treba začeti to besedo uporabljati v pravilnem kontekstu. Jaz se prav spomnim, ko mi je enkrat v srednji šoli, mi je ena sošolka, ki so le kolegice, mi je tako dvignila majice in rekla, kako imaš suh trebuh, ker kosti se ti vidijo. In ljudje, ki hočejo biti posebni, bojo začeli delati kar vsi drugi niso, razumeš? In zato se pač tako ti trendi spreminjajo in veze nimajo z mano pa s tabo. Lucija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara, itak da. Drugač, Katarina, mogoče jo že poznate, ona je modna navdušenka, Tako je. thrift queen, Tako je. punca z najlepšimi nohti, po mojem, v celi Sloveniji. Tako Jaz je. ne vem, če ima še kdo tako hude nohte, kot ti. Zdaj morate zbrati najljubšega. Sorry. So tu isti kot na izmenjevalnici? So, ja. Ti Pol si sem izbrala. jih jaz že zbrala. Ok, čakaj. Ja, mislim, da ga že imam, kloven tale. Specifično. Okay. Wow. V glavnem, ona ima tako vsakič neko novo temo in jaz pol vsakič gledam na TikToku, kako gre na nohte in kaj izbere. Moji najljubši so bili po mojem suši takrat. Suši so bili zelo dobri. Ja. Tako da bila si pripravnica na Kozmopolitano, se je takrat Tako začela je. tvoja ta pot social media. Ne si imela že prej mal, ne? Malo sem že imela prej, ampak tisto je bilo pa res tako starting point. Kako ti je bilo ta izkušnja? Kozmo, hud job, ful dober, ful fun, ful zanimiv, ful tudi tako, da mi je ful ene širine, ful enih kontaktov. Ampak pol po temu delo tam na tisti agenciji pa malo manj, ampak bom tukaj zaključila, da ne bom kaj preveč rekla kratka. Okay. Drugače pa tudi študiraš pravo, zdaj že zaključuješ pravo. Mislim, že zaključujem, saj ga vlečem že 8 let, tako da ne vem, če je že, no. No, lej. Da sploh zaključi en človek pravo, tu je kar dober. Da sploh začneš, je že Če si ja. dober. I guess. Ja. Moja babi se ne bi strinjala, ker za mojo babi je to najlažji faks. Ona je bila tudi Kaj je pravnica. tudi ona naredila? Ja, shit. in ona mi skozi govori, da to je čisto lahko, da ona med izpitnim obdobjem ona se je učila in pol je šla, ne vem, v nedeljo na izlet in bila celo nedeljo na izletu in pol je šla odpisati izpit in da to je bilo čisto easy, da njej je bilo to tok, pač ful lažji kakor gimnazija in da naj se ne pritožujem. Katere bolezni pa ima? Tako, ne vem, no? Je tu njen special interest? Ne vem, če je to, mislim, da bi, mislim, da ni to njen special interest, Okay. ampak je pa zelo specifična ženska, zelo je taka, šefica je, no, šefica. Ona bossa vse around v naši hiši in respekt za to, ker res je pač naredila tudi sebe, kar je hotla, ampak ja, no, se je bila tudi njen predlog, da grem jaz na to pravno in pa ima vas skozi nek tak tension glede tega. Ampak ja, Še malo. še malo. Ja, in pa lahko zavedno pozabiš. Ja, tako je. Ja, a potem bo pa rekla, joj, zakaj nisi zdaj pravnica? A nisi 8 let študirala in zdaj nisi pravnica? A ni škoda? Ne, to mislim, da ne, ker to mislim, da je že obupala. Okay. Do zdaj, zdaj sam hoče, da jaz to zaključim, kar fair, ker sem res že toliko časa vložila. Tako da, ja. Mislim, da ko bom zaključila, bo v redu. No. Sam da zaključim. Ja. Ja, držimo pesti, da bo čim bolj uspešno to. Da bo čim Hvala. hitrejš in čim boljše. 3.6. in 15.6. morate. Ja, okay, držimo držati. pesti. Okay. Tu sorazmerno kmalu. Ja. Ja, bomo pa čim prej zaključili, da že šla lahko učiti, ne? Ja. Ne, hecam se. V glavnem, zdaj mi jaz prebrala, o čem vsem bomo govorili, ker imamo kar par stvari, ki jih bomo predelali in ne morem sploh iz glave vsega našteti. Okay. V tej epizodi bomo govorili o tem, zakaj je Ozempic postal nova hollywoodska obsesija, zakaj so vsi kar naenkrat ekstremno suhi, zakaj si je Kim Kardashian zmanjšala rit
In kaj to pomeni za nas, navadne smrtnike? Dotaknili se bomo tudi lepotnih operacij, govorili bomo o tem, a bo čez nekaj desetletij moderno to, da si izguban, kako algoritmi uničujejo našo samopodobo in o tem, zakaj je to relevantno za vse. Tudi če zdaj to gledaš, pa si misliš, ne, to se mene ne tiče. Pač, glej, če imaš v življenju ali kakšne nečake, otroke celo, ljudi, ki so mlajši predvsem, je ta epizoda mogoče ful dobra, da jo poslušaš, da dobiš malo insight v to, kaj se dogaja, ker še jaz, preden sem naredila malo deep dive, nisem vedela, v kakšne ekstreme je spet vse skupaj šlo. Ja, sicer pa fair trigger warning za une, ki vas kakšne take stvari res trigerajo, tega v življenju ne rabite te epizode, da vas nekaj tako trigera, tako da lahko greste zdaj drugam, bomo pa eno drugo naredili bolj zabavno. Ja. Pa še, če te vsebino spolnosti ne zanimajo, ali pa si predmet za njih ne poslušate epizode, čeprav ne bo toliko zelo veliko spolnosti. Bo bolj o... Se mi pa zdi, da če že kaj morate gledati o teh temah, ne, kjerkoli, da je pa mogoče zdaj tu tle dober naslov boljši, kot TikTok ali pa kaj drugega. Absolutno. Ok, jaz sem za začetek pripravila malo drugačne icebreakerje, in bomo vse sodelovali v njih. Okay. In sicer bomo malo govorili o tem, kakšne imamo mi izkušnje z tem body imidžom, s hrano in s takimi stvarmi. Okay? A se ti zdi samo predzgodba, zakaj delava to epizodo pomembna? Tu, kar sem prej povedala, povem. Ja, daj. Ja? Ja. Čisto na hiter. Jaz sem padla v luknjo tega skinny talka, ki je bilo včasih tak Tumblr. In... Te lahko prekinem. Ja. Ali je to potem inspiral to tvojo preobrazba serijo? Ne? Ne, tu se je Okay. potem zgodilo, ko sem jaz začela delati preobrazbo, sem jaz padla, algoritemsko po moje, v nek skinny talk. Aha, ja. Ne? Zato, ker sem objavila, da sem shujšala, ne? In me je fukalo tam not in nisem znala ven pridati. In tu je bilo tako grotesno v bistvu, da sem se spomnila na Tumblr in tukaj, kako smo bili takrat bogi in kako sem jaz takrat mislila, da je to edino, kar obstaja, da zdaj sem pa odrasla in vidim, da se tu skozi premika in da je treba mogoče tako malo osvetliti ljudem, da se tu skozi premika in da ni nič narobe z mojo ritjo veliko, ker bo čez 5 let spet popularna, če že moramo tako reči. Zato zdaj smo rekli, da to naredimo, da se malo pogovorimo o tem. Jaz pa pozabim. Jaz pozabim, da se premika, da bomo pač spet imeli to. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo zdaj toliko bombardirani s tem, pa z vse hollywoodske zvezdnice so toliko suhe, vsi hoče biti suhi, nenormalno veliko komentarjev dobivam na TikTok, kako sem debela, pa iskreno, ne vem, normalna sem. In pol pozabim, da bo spet to in se me dotakne, pač moram priznati, da se me, pa mogoče se zdi, kakor da se me ne, ampak ja, zanimivo je. Ok, ja, jaz bi si mislila, na kak način se te pa dotakne. Kaj si misliš? Kaj si mislim? Ja, ne vem, pač jaz sem bila zelo veliko večino svojega življenja ful suha, prav tako suhica sem bila. In potem so mi vsi govorili, da se moram zrediti. Moraš, še posebej, ker sem plesala in potem so mi ful govorili, da se moram malo zrediti oziroma dobiti malo mišične mase, ker mi bo to pač pomagalo, ne vem, da bom imela boljše skoke, whatever. In potem sem začela jesti, oziroma sem jaz skozi jedla, sem pač, ker si otrok, gre to sam toliko hitrejši in pač metabolizem tvoj dela in bla, bla, bla. In tam sem plesala 3-krat na teden. Pa sem nehala plesati, pa sem se zredila, pa sem pa vsi začeli govoriti, da moram shujšati. Tako da ja, no, ne vem, ne glede na to, da pač se ful trudim pač biti body positive in vse, moram priznati, da se me dotakne, pač, da sem tako, da večkrat razmišljam, a moram shujšati, a bi bilo dobro, a bi bila bolj všečna, a bi bila TikToku, a bi bila algoritmom bolj všeč, če bi bila malo bolj suhcana, a bi mi obleke bolj stale, če bi bila bolj suhcana. Tako da ja, no. Jaz bi mogoče še to dodala, ker jaz sem potem prav se vprašala, kaj je fora, da je toliko zaželeno to, da si lih suh, ker recimo, če gremo gledati tako res 100 let nazaj, še več, renesansa, pa to, ko gledaš slike, pač vse vne seksi ženske imajo obline, ampak ne obline tako, kot Kim Kardashian, ki ima pač velike zize, pa veliko rit, pa ozak pas, ampak tako pač trebušček, noge, vse to. In to veste, ne, zakaj je to tako? Kaj? A zakaj je bilo takrat Ja, to? zakaj je bilo Ja, takrat? ker je bilo dobro
bogati so jedli, ne? Tako. Ja. Tako. Če si imel denar, pač statusni simbol je bil. Ja. To, da si bil ti lahko debel, si mogel imeti dosti denarja, da si lahko to prvoščil. Revni so bili pa tisti, ki so skozi delali, pa so komike jedli. In so bili pač suhi. Pol, ki se je pa to spremenil, da so pa je v bistvu hrana ratala bolj dostopna, ni bilo več tako težko hrane dobiti, je pa se zasukal ta ideal, ker skozi je ideal družbeni tist, kar je manj dostopno. In pa je to, da si suh, postal videno kot, da imaš samo disciplino, da treniraš, da si lahko prvoščeš to, da hodiš, ne vem, v fitness, da imaš čas za to, da imaš denar za to, da imaš denar za kvalitetno hrano, da imaš dostop do informacij do tega, kaj sploh je kvalitetna hrana, da imaš dostop do tega, da ti nekdo razloži pač nutricionistiko, kaj jest, kako jest in vse te stvari. In to je potem postal ideal. Plus pol, recimo, če gremo zdaj na to specifično, kar smo zdaj govorili, kar se je zašiftal, kar smo bili ta Y2K 2015, ki je bilo popularno, da si skinny, ki izhajali iz tega, kaj je bilo videno na modnih revijah, ta heroin chic, kako so temu rekli, ki so bile pač te manekenke dobesedno nadrogirane, ki so zgledale bolne, ki so imele temno pod očmi, ko so bile shirane, ko je bila njihova koža slaba, ko so bile čisto suhe, ampak to je bil tisti ideal, ki ga pač ni mogel vsak doseči, težko dosegljiv. In to pol paparaci, ki so potem slikali te zvezdnice in pol, če se je kje kaj videl, kakšen trebuščak, moj bog, zredila se je, kakšna bajsa. In to so bili pač tabloidi, ki so potem nas pumpali s tem, kaj je zaželeno, kaj pač bi mogli biti prav. In potem se je to zasukalo, vsi to pripisujejo pač Kim Kardashian oziroma Kardashianovim, ki je začel popularen postati ta curvy bodies, to se pravi, da imaš veliko rit, da imaš velike joške, še vsem, ni bil ideal to, da si ti pač debel, ampak je postalo to, da nisi ti stik, ki je na palca suh, poj pa še začel ta body positivity movement, ki so ga itak izpeli v absurde, in je bilo potem, so tudi na modne revije prišle manekenke, ki so imele več oblin, in je šlo potem v to smer, zdaj se pa spet vračamo nazaj v to. In tudi moda prihaja nazaj, pač hlače z nizkim pasom, pač moda iz tistih 2000-ih prihaja nazaj in isto telesna. Tako je. Kada je pač telo nekaj, ki ga lahko z modo menjaš. Mislim, a ne. Bi vidve še kaj dodali? Ja, jaz imam veliko stvari, ampak se mi zdi, da bom samo jaz govorila. Ne, krdej. Lej, jaz mislim, da moramo dojeti, da tu nič ni z nami povezano, ne. To je tako marketing, samo marketing je tako, when they zig you zag, lej, in ljudje, ki hočejo biti posebni, bojo začeli delati kar vsi drugi niso, razumeš, in zato se pač tako ti trendi spreminjajo in veze nimajo z mano pa s tabo, ne, in kako bi to človek zdaj zares ponotranju ta občutek, da ni s tabo povezano, ne, to pa še ne vem, samo hotela sem reči, da ni z nami v bistvu nič povezano, ne. Zdaj je kao moderno, da na nohte več ne hodimo. Ja, kao tudi, da na nohte ne hodiš, je zdaj statusni simbol, ker ženske uspešne nimajo časa za hoditi na nohte. Evo, jebite se, mislim, kva? Res pač, me gre to, pa nič ne rečem mogoče pač, sej moški imajo tudi zdaj pa lux maxing, pa to bomo pustili to, ampak se mi zdi, da pri ženskah pa še toliko bolj, zdaj ne smeš imeti nohtov, zdaj moraš biti suha, zdaj ne vem kaj, moraš imeti veliko rit. Moraš imeti veliko rit, ne smeš imeti velike riti, moraš trepalnice, ne trepalnice, moraš biti urejena, ne smeš biti urejena. Clean girl makeup. Ne vem, a lahko sam pustimo, da ženske so. Jaz bi sam to in da delajo stvari, ki so jim všeč in ki jim prinašajo veselje. Ne vem, tu prav... Ja, grozno. Grozno je, ampak jaz tudi mislim, da so to neke take mogoče mečke naravne zakonitosti vrst. In da moramo mi pač res se naučiti, kako s tem handlati in se izobraževati in imeti dovolj informacij, da smo lahko opolnomočeni, da ne mislimo, da je tudi cel svet, kar nam predstavljajo na TikToku. To. Intimni kotiček. Jaz sem mislila, da sem to že predstavila. Tu je Satisfyer Triple O. In sicer, ker je trojna stimulacija. Ta je rabbit,
ne, navaden kao, in pol imaš pa še to drugo stran, ki jo lahko pa uporabljaš kot masažno glavo. In imajo različne motorčke. Ta vibrira posebej, ta vibrira posebej in ta vibrira posebej. 3 motorčki. Ja. Zdaj pa, ta površina tega je taka ploščata. Vidiš tega? In tu jaz tukrat bolj škukar neploščate površine od rebita. Veš, ko so sem tako okrogle. Tu tako pokrije čist celo površino notranjo zgornjega dela nožnice. Celo. Tako, od roba do roba. Veš, kaj mislim? Ker je pač... Ne vem, kako bi vam to pokazala, ampak oblika je tako, tle je ful taka bunka, velika in težka je. Pač, it makes all the difference. Tu, da je tle vse pokrito. Ful dobro. I love this. Okay. Zdaj si mi ga že prodala. Res. Ja, drugač. Jaz pač moram, recimo, širok je ful. Jaz ga noter moram dati tako po strani. In potem ga tako obrnem. In to je vse, kar moraš narediti. Ne? In pol pač tle... In pa je konc. Ja, v bistvu, pač pa do konca noter je in ker ti tako pokrije ful dobra stimulacija materničnega vratu. Kar jaz velikrat ne opazim z navadnimi, ker ne gre dosti globoko. Ta gre pa tako prav zasidra se noter in je res popoln. Moram priznati, da te glave ne uporabljam veliko. Je pa en dodaten bonus, če imaš tu, no zdaj pa vsi lahko vidite, koliko sem jaz to doma uporabljala zadnje 2 meseca. Vsak dan. Če imaš tu tako noter, pa ti je tlele mogoče premalo, lahko še to pržgeš, pa mečkam tako lahko ob straneh malo dodaš še vibracije, kamorkoli jo hočeš, ne, ker tle je še pol malo močnejše lahko. Veš, kaj mislim, pa tako je itak ful gibljivo, ne, da ga lahko... Ga lahko pošla tam? Ja. Oh my god. Dober. Zdaj pa nisem sigurna, ampak mislim, da se on tudi segreje. Pa, kako se ti Kaj pa ta ne dela? Mislim, da se samo še segreje. Čak, nisi nikoli probala. Ne, tega gretja pa moram priznati, da jaz pa tu sploh ne razumem. Tu se itak segreje na 40, kaj? Jaz tudi ne. Ne. Se itak segreje na 40 stopinj. Mislim, veš, ko je utep noter. Ja, ma to si ga pogreješ pred uporabo, je fora, ne? Da ga daš noter, je že topo. In pač Ampak to moj je narediš... že toplo. Pa kako? Pa tu je meni že toplo. Jaz ne vem, kaj je tu vam mrzlo. Mislim, lahko je še bolj toplo. Ja, lej, meni nič tu ne pomeni tam čakati, pa tudi čakati, da se še segreje, mislim, Veš, to ga kulika. pržgeš, Ja. posebej prštimaš, veš, še preden se sleče, ti si tako že slečena. Jaz sem že slečena. Okay. No, za tiste, ki so vlečeni doma, pač pržgeš, se slečeš, si, ne vem, narediš v smoothie in vse, kar rabaš, in pol že se gret. In pol greš. Okay. No, lejte, ful dober in ful ergonomska je ta ročka, še tu je pa res plus, le kako ga dobro lahko držiš v roki. Med nama 10 na pitchpub.si, ful cool, moj nov favorit, ta bo med najljubše Sarine igračke na pitchpub.si. Opa. Ja. Jaz tudi to zdaj rabam. Period. Ja. No, jaz sem pa danes spet nekaj za moške. In sicer sem naročila tega viralnega. Viralnega. Ta je bil viralen, pač jaz ne vem, a ste vi pač isto to videli, pa ampak to to je gre bilo na viralno? TikToku, Aha, je bilo okej. viralno. Okay. Jaz sem skozi videvala video od tega in ker sem ga videla na Pitch Pop, sem bila samo tako, ok, it's time, glavnem, zdaj. To zdaj ne bi smela verjetno reči, zato ker to je antireklama. Ne, Ampak ti kar povej, ker jaz že kot vidimo, ženska, ne, Ja. ki imam dolge lase, Ja, tole ja, ima tako kar lepljivo površino. Mislim, ni lepljiva tako, kot imajo eni lepljivo, ampak ful je taka gladka in vse se pač gor prime. In jaz sem ga pržgala, bom zdaj ga pržgala, ne bom zdaj tega pokazala, kaj sem naredila, ampak pač moji lasje so pršali tako mečkan zrak. Evo, je že! Oh, I'm sorry. Nekaj sem to ne bom, vidiš, to takoj zagrab. Oh, shit, oh moj bog. Kar hočem reči, ne tega uporabljati, če imate ful dolge kocine. Ja, sem mislila, da misliš za lase, ampak moj good bog, point. Crazy. Če ste Oh, moški, shit. glej, to pol las mi je dol pobral. Če ste moški Pa imate in imate kocine. dolge lase, ne imeti last. V glavnem noro je, koliko se to lase gor zapletajo, tudi če pač... Mislim, that was kind of scary. Ja, če res lahko, pač. moram priznati. Jaz sem zdaj le pazila, da ne bi prišli, da se zraven, pa so te prav prišli hotela jih zraven. rešiti, pač. Ja. Wow, zdaj mi je straz, da ga imam več požgala. Bomo, ga tu, ne. bomo mutali moje dretje, da ne bo kdo oglušel. Drugač pa, takole ima noter. Zanimivo, Noter ful je ima tako ribast, ful, sorry. ja. Noter ima take strukturce,
tle na koncu, tam, kjer je konica glavice, ima take bunkice mehke in naokrog ima tako take, od ribe te fins. Plavutke, ja. Mene na to spominja. In v glavnem vrti se, noter da še tako lubrikant nujno, ne? In ti potem tako... Ja. Ampak, pač zdaj to je mnenje enega moškega. Janu ni bil preveč všeč. Sicer... Zakaj? Njegova glavica je dosta občutljiva in pač njemu je to čisto mač. Okay. Tole na glavici mu je preveč intenzivno, tle naokrog pa pač ne stisne tok, ne? Tako da na glavici je too much, okrog je pa premalo. Ja. Tako da, če imate neobčutljivo glavico, perfektna igračka, ker je za stimuliranje glavice res tako intenzivno. Drugač pa, ja, zanimiva je, zabavna, lase ti pobere. Jaz ne moram reči, da se je to zdaj še enkrat zgodilo. Pač, moj bog. Meni se zdi fulor, da se je to zgodilo. Ne se mi zdi, ampak Ko se okej. content. Glavnem, ja, če bi radi vi tudi sprobali ta viralen spinning job by Jamie Job 360 rotate tech. He doesn't do a really good job. Pač glej, rotira, Ja. vibrira, ne Lej, je rotira. pa tak, ki ga lahko uporabljaš teoretično brez rok, bi si jaz mislila, ki ga ne Ne. rabiš dati gor pa dol. Ne moraš ga držati v roki. A tu če tako ležiš, pa... Ja, moraš pač ne moreš, zato ker je pač... A ja, ker je tako mehak, ki ne stoji gor, ne? Ja, moraš ga A tako držati in pol dela. Dober, tak specifičen je mal. Ja, na Pitch Pop ga dobite s kodom med nama 10, pa če ga boste vzeli, mene res zanima, kako vam je. Pa če vam je kaj las pobral dol. Pa To iz nam kje? sam jaz. Jo, To zdaj pa sem mora izgubila drugače pol boleti, njivc. če ti kakšno kocino... Ja. Ne, sej drugače, če imaš tako mal dlak, sploh ni problem. In govorimo iz izkušenj. Ja, Okej. ok. Ker jaz ne vem, Ampak za kaj pa vas, tako ampak full bush? Ne vem. Jaz mislim, da bi bil to problem. Jaz bi Jaz to tudi videla mislim. sam, pač jaz drugače, meni je bolj všeč, če moški ni preveč pobrit. Nisem pa še, da bi bilo pa res čisto. Po mojem, če imaš ti malo lubrikanta, se bo itak, se ne bo kaj Okej, mogel prijeti, bo mogoče, sam ja. zdrsel. Te rotirajoče so velikrat tako malo čudne, kot keruna klitela, ne? Ki se pa tako kot en mlin vrti. Tam Ja. se not vse zaplete. Ja. In, ja. Okay. Pitchpop.si za vas poskrbi. Pitchpop.si med nama 10. Gremo nazaj na tole, da bomo malo tudi, mislim, tako se mi zdi dobro, da pokažemo tudi, kako je na nas vse to vplivalo. Ker jaz tako včasih mislim, sej name to ne vpliva. Recimo, ko je bilo na Tumblrju ful popularno, Ja. jaz sem bila takrat ful suha. Jaz sem bila isto kot ti, ki si rekel, da si bila ful suha in so ti vsi govorili, da se moraš zrediti. Meni so vsi govorili, ti si čist preveč suha, ti se moraš zrediti. Jaz se prav spomnim, ko mi je enkrat v srednji šoli, mi je ena sošolka, ki so le kolegice, mi je tako dvignila majice, rekla, le kako imaš suh, treba, ker kosti se ti vidijo. In pač grozno. In to je, a veš, če nekomu, ki je suh, to rečeš, je v redu, a veš, nekomu, ki ima pa več kil, pa tega ne boš nikoli naredil. Mislim tako. In pa sem se zredila po srednji pač po gimnaziji sem se jaz pač zredila tako za 10 kil, pa so mi pa vsi govorili, joj, moraš shujšati. Jo, če boš tako naprej, kam boš pa prišla, ne? In sem mislila tako, da mogoče te stvari ful niso vplivale name, ampak jaz sem šele pol, ko sem za nazaj gledala, jaz sem potem na faksu začela v fitness hodati. Jaz sem najprej skušala čist po nesreč, ampak res, nehala sem sladkarije jesti iz fore, ker sva z eno s kolegico stavile, ker je ona meni rekla, da je šla s fantom staviti, da ne boste jedla sladkarije en mesec, kjer bo zdržal. In jaz sem se njej še najbolj smejala in sem bila tako, v lifeu jaz tega ne bi naredila. Mi da so se tako vedno pijane pogovarjale o sladkarijah, koliko so fajne, kaj rada jeva, in pol ona meni s tem pride. In sem bila tako, wow, jaz ne bi nikoli tega naredila. In pol sem prav razmišljala o tem, tako en dan kasneje sem bila tako, kjera reakcija je bila to, pač Lucija, a si ti mogoče zasvojena s sladkarijami. In potem sem sama se rekla, veš kva, jaz bom tudi en mesec probala, brez da vidim, pač, a sem jaz res toliko weak, da ne morem en mesec zdržati, da mi je to toliko pomembno. In potem sem zdržala en mesec in sem skušala 2 kile. Ampak meni je bilo to zdaj, ko sem skušala 2 kile, bom pač nadaljevala, ampak jaz sem bila tako, wow, dejansko sem nehala toliko kreva, da bom še mal, pa še mal. In potem sem tako pol leta nisem imela sladkarij in sem tako po 2 kile na mesec zgubila. In sem pol tistih pol leta v bistvu prišla nazaj na neko normalno, na uno težo, ki je bila tako zame, za mojo višino neka primerna teža. In sem bila tako, fantastično, kulsko, to je bilo full easy. Potem sem pa začela v fitness hodati. In sem začela gledati vse te fitness videe na YouTubeu, vse ta content. In pač to
so v bistvu eating disorders zapakirane v zdravje, zdrav način življenja. Pa takrat, ko sem jaz to delala, je bilo res je bila eno obdobje, če si bil v tem fitness communityju, pač na internetu, je bilo toliko obsedeno s tem, kaj ješ, kako ješ. Ampak ni to zanimivo, da vedno je to predstavljeno kot zdravo. Ja. To je zdravo. Zdravo je, da si čisto obseden s tem, koliko poješ proteinov, koliko poješ vlaknin, koliko poješ tega, da spremljaš vsak svoj intake. Meni je to noro. Pač, zakaj to enačimo z zdravjem? Pač valjda se je zdravo, da ješ uravnoteženo in tako, ampak ne vem. Problem je, ker se ti ta meja zablura. Ja. Pač, ker dejansko, če pogledaš iz čist, brez nekih teh drugih vplivov, je zdravo, pač, da ti ješ valjda uravnoteženo, da daš dosti proteinov, dosti vlaknin. To vse samo po sebi je zdravo. Kar ni zdravo, je obsesija, ki pride s tem. In jaz, ki sem bila v tem, se nisem zavedala te obsesije, ampak moj vsak trenutek v dnevu je bil zapolnjen s tem, kaj bom jedla in kdaj bom jedla. Jaz sem šla od doma, sem jaz izračunala, koliko časa mene ne bo, in če mene več kot 3 ure ni bilo od doma, sem mogla jaz nekaj sabo vzeti, da bom imela jaz nekaj za pojest. Ker pač jaz hodim v fitness in jaz moram nujno na 3 ure nekaj pojest, ker če ne bom, ne vem, se bom kar zginil, bom pač ves napredek bo zginil. Pa jaz takrat nisem, jaz sem takrat vse narobe delala, jaz sem mislila, da vse prav delam, jaz nisem imela pojma o pojmu, ker sem dobila toliko enih informacij. In pa sem probala vse nekako implementati in pač to ni šlo nikamor, neko dobro stvar, ampak najbolj problem je bil to, ker jaz sem bila res toliko v svoji glavi, pa jaz tega nisem nobenemu na glas povedala, ker po mojem sem podzavestno vedela, da to ni normalno, ampak jaz sem prav takrat razmišljala, še dobro, da jaz imam fanta, ker če bi imela jaz fanta in bi mogla biti pri njemu, jaz ne bi mogla tako jesti vseh teh obrokov, jaz jutri, ko bi se zbudila, moram najprej pojesti zajtrk in mora biti ta zajtrk tak pa tak, in če bi bila jaz pri nekomu drugemu, jaz ne bi mogla tako pa tako jesti, in potem, če bi mogla pri njemu jesti, kar oni kuhajo, to ne bi bilo v redu, ker pač jaz nisem kuhala na olju in takih stvari in vse to, jaz sem imela to non-stop, konstantno, samo hrana. To je kar disordered eating. Ja, in jaz to pač v lifeu nisem vedela takrat, da je pač to problem. Jaz sem tako, to je edini zdravi način in jaz najbolj zdrava tle živim in jem in olala. In ko sem prišla ven iz tega, tako kakšne 2 leti kasneje, sem šele bila tako. In takrat je bila tudi ful popularna na YouTube, jaz sem ful rada spremljala to Stephanie Buttermore, ki je imela ta all-in journey. Ona je imela pač isto bila ful fitnesserka, ful suha in je ful mogla paziti, kaj je. In pa je imela tako, ne vem, enkrat na mesec, je jedla vse, kar je zapasala in je pol se snemala in je jedla, ne vem, 10 krofov naenkrat, pa pico, pa ne vem, ona je pojela tako, ne vem, 5 do 10 kalorij v enem dnevu, ampak enkrat na mesec recimo je imela to, pa je spet se restriktala. In pač ona potem te njeni hunger cues, pač ta občutek lakote, je postal toliko nenormalno močen, da ni mogla več in pa je šla pač all in je temu rekla in je tudi to dokumentirala in jedla pač vse skozi. Zaradi tega, ker je hotela svoj telo spraviti nazaj na neko normalo in to je pač trajalo nekaj časa. Ona se je pa itak zredila, cela je bila zalita, zaradi tega, ker itak se je voda nabirala v telesu, grozen se je počutila, pač imela je na srečo enega partnerja, ki jo je ful pač podpiral in jo validiral in vse, ampak pač to je ful trajalo. Ampak ona je toliko enim ženskam s tem pomagala, da je to neverjetno in tudi pač je mene to pomagalo. Plus takrat sem ful Petro spremljala in meni se zdi, da sem šla jaz tako čez podobne stvari kot ona. Pa ne zato, ker bi jo kopirala, zato ker to so vsi, ki sem jih jaz spremljala, so isto pač o tem govorili, ampak mi je bilo pa ful healing, ker je šla ona čez ta obdobje, ki je začela bolj zdravo v hrani razmišljati, kot jaz in mi je bilo ful dobro, ker se mi je zdelo, da imam nekoga, ki je ob meni čez vse to, ki razume to in ki gre na boljš in jaz sem šla na boljš in je ona vse te uvide, ki jih je imela delila in sem tako, ja, sem res. In mi je bilo to ful dobro, tako da je ful dobro, da imaš pol tudi kakšne take, ne zavedaš se, kaj si v tem, pol še li vidiš, tako da, ne vem, kako je pri vama. Če bi ti povedala, če si imela kdaj kakšne. Jaz, to, kar sem že rekla, ko sem nehala plesati, sem se potem ful zredila, ker pač nisem imela več nobene aktivnosti, ki sem jo delala. Pa tudi na faks sem šla in pravna je sam tako sediš po cele dneve. Pol pa sem v bistvu dobila enega fanta in ta fant ni bil tako v redu in me je med drugim klical Čunika. In potem pač je bilo pač pustimo, kaj je bilo z njim, ampak ja, mene je klical Čunika in ful mu ni bilo všeč, ker sem bila pač malo bolj
se ne vem, pač ne morem niti reči, da sem bila debela, ker nisem bila takrat debela, niti mal. Ampak nisem bila pa no, štanga. No. In pa me je klical čunika in potem je mene v bistvu to ful pač prizadel me, ne, pač jaz sem hotela mu biti všeč, pač sumi, pač ne vem, hotela sem mu biti všeč in sem potem tudi padla v nek tak, to je bilo v bistvu še med korono in tam pa tudi takrat sem bila pa tudi tako, jaz moram biti zdaj zdrava, mene ta korona ne sme, pač jaz imam veliko se tudi, mene je bilo ful strah med korono, da bom jaz dobila korono in tako, da bom imela pač korono in bom umrla. To me je bilo noro strah. In potem sem bila tako, jaz moram biti zdrava, jaz se moram gibati, moram iti v naravo. In potem sem tako vsak dan tekla na Rožnik. Ful sem se zdravo prehranjevala, isto sem bila tako za zajtrk, bom jaz jedla oatmeal, potem za kosilo, pač tudi tako, živela sem še doma in sem bila čistko obsedena s tem, kaj bomo jedli doma, ker si nisem sama kuhala in potem sem si vsak dan preračunala, kaj bo za kosilo in kaj potem lahko jem za zajtrk in kaj za večerjo in kaj za malce vmes. Tako da sem pol tudi jaz ful shujšala, pol sem šla na razen s tem fantom, pol sem se spet malo zredila in zdaj smo tukaj, kjer smo. Ampak ja, crazy, no. Ne vem sploh, kaj naj rečem. Tako isto, ko gledam za nazaj, sem tako, kaj je s tabo? Kaj je s tabo in kaj je z unim modelom, tisto itak, ampak ja. Je bil pri njih doma čunik ali kupovalna beseda? Ne. Se pravi, on te je hotel užaliti? Ja, pač ne vem, zdel se mu je kao cute, ampak ne vem, ali pa mi je on to zapakiral kao, tako, to je cute, jaz ti tako red kličem. Ne vem, čunika ni bila ljubkovalna beseda in vem zdaj, da pač to ni bilo zato, ker je bilo tako kao cute. Aha, okay. Pa ti si njemu rekel, pa če je meni cool, da mi to reče, če ni bilo on tako, ne, pa to je tako ljubkovalno. Ja, jaz sem bila tako, ne, meni to ni všeč, ampak ne vem, ja, to je ljubkovalno, ja. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve ziher izbereva Skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. A se ti zdi, da ti si bila na Tumblrju? Ja, veliko sem bila na Tumblrju, Ja. ampak takrat sem bila toliko suha, da pač sploh me to, bila sem tako, saj sem ista, kot te punce. Ja. Pač sploh me ni ta Tumblr, iskreno pač zdaj, ko gledam za nazaj, sem tako, kaj za vraga je bilo tam, pač res tako insane in tudi razumem, pač imela sem tudi sošolke v osnovni šoli, ki so bile malo bolj, ne morem reči debele, to se mi zdi grdo, pač niso bile take kakor punce na Tumblrju in so ful straglale zaradi tega, ful so bile depresivne, ful anksiozne, grozen je bilo takrat. Tudi zdi se mi, da takrat s tem Tumblrjem je bilo bolj tudi ful veliko tega samopoškodovanja in grozen, ja, res grozno obdobje, ampak name ful ni vplivalo, ker sem bila suha. No, dobro, jaz sem bila pa debela. In ene par stvari bi rada tako ful razčistila, ne? Prva stvar, ki bi jo rada rekla, je, da se mi zdi, da zato, da bi normalizirali debelost, je treba začeti to besedo uporabljati v pravilnem kontekstu. Se pravi, treba jo je začeti uporabljati takrat, ko so ljudje debeli. In ne v nobenem drugem kontekstu. Ne? In te fore, kukor so, joj, se pa imaš lepo brz, ne? Ali pa, ne vem, ti si pa ful, kako ti pa uspe biti samozavestna, ka si taka, veš, take fore, ne? Meni se zdi, da debelemu človeku je treba reči debel človek in tudi jaz tebe razumem, kad ko rečeš, to se mi zdi grdo, ne, da rečeš nekomu, ne? V resnici ni glih grdo, ampak je resnica, ne? In če se hočemo naučiti, kaj pomeni, ko je nekdo debel, ampak tako mislim v kliničnem smislu, je treba to besedo začeti pravilno uporabljati, okej? In jaz sem debela zdaj v kliničnem smislu in debela sem bila v letu 2010, ko sem bila na Tumblrju. In kako Tumblr vpliva na enega otroka, najstnika, ki je večino časa sam, pač da mu v glavo, pa ne, da sem jaz tako bila večino, veliko najstnikov je tako samih, sam si v sobi zaprt in tam gledaš. Mi smo se rezali zaradi Tumblrja, tudi Tumblr ti je dal vse ideje, ki jih drugače nisi doma imel, nisi jih ti pomislil na neke stvari, ki so tam bile, sej ne krivim zdaj tu, pač veliko stvari obstaja, na katere ne pomisliš, ampak
takrat je bilo ekstremno to, da smo imeli mi vsi v recimo SKFM opisu, smo imeli tako skip dinner, wake up thinner. Wow. Tu. Kaj še? Ja, mi smo pa, ko smo bili debeli, pa hoteli ful biti suhi, ne? Samo meni ni nikoli uspelo to, zares takrat, zaradi Tumblrja. Tako da jaz sem se pol namesto, da sem hujšala, sem se rajši rezala. In bilo je grozno. Če rab, to zdaj kdo vedeti. Sploh se nisem hotela rezati. Tu sem delala zaradi tega, ker se mi je zdelo, da, čakaj, tako je bil, to bi mislili proces. Oni nekaj delajo, pa pravijo, da je dober. Jaz samo rabim nekaj, kar bi bilo zdaj meni dober. Kaj če bi tu bilo meni mogoče dober? To mene drugače v resnici ful boli. Meni tu v resnici ful ni dober. Ja, mogoče ti pa pol postaneš časoma dober. Kaj pravijo, da ti pa postane? Aha, okej, dobro. Bom še malo probala. Tako da, it was shit. Ni mi pasalo niti, če se vas to zanima. Je bila tu zdaj dobra ali slaba promocija za rezanje? Namen je bil, da bi bila slaba. Da ne bi bila promocija za rezanje tu. Ja, mislim, da si vse povedala tako. Ja, okej. Noč, to. Bilo je pa pač, jaz sem začela pol hujšati takrat, ko mi je zdravnica rekla, ne. Jaz sem bila res zelo debela. Jaz sem imela tako 32 ta indeks telesne mase, ne. Če da poveš, koliko je normalno? Ja. 25, ne, od 18 do 25 je sta zgornja. Aha. Jaz sem imela v osnovni šoli 85 kil. Velik, visoka sem 55. Tako da spet, ne, zdaj pa tle, kdaj je dolžnost zdravnice, da ti reče, kar je meni rekla, da bom umrla, če ne shujšam? Kar je bila resnica takrat, ne. V bistvu, jaz sem imela preddiabetes, ko so me dali na one teste sladkorja. In mi je pol rekla, da pač moram shujšati, drugače bom umrla, zraven je sicer še dodala, da pol, ko bom shujšala, bom končno lahko na odru pela, ko bom lepa. Tako da ta je bila malo tako, no. Okay, jaz od takrat, ko mi je zdravnica to rekla, nisem nikoli več pela. Okay, zato, ker nikoli nisem bila dovolj suha. Tako da mogoče za takih stvari, to bi bilo bolj, da bi spustila, ampak tu, da bom pa umrla, mene je to fucking prestrašilo. In takrat sem shujšala, sicer zelo nezdravo, ker ona mi je samo rekla, da bom jaz umrla, če ne shujšam, ni mi pa povedala, kaj naj zdaj naredim. In jaz sem šla domov in sem jedla 800 kalorij naslednje 3 mesece, sem shujšala na 50 kil. In pa sem bila suha, ampak jaz sem še vedno mislila, da sem debela. Zato, ker se nisem sploh mogla navaditi v tako kratkem času, ko sem tako shujšala, ne. Jaz sem še vedno mislila, da sem debela. Nisem sploh dobila občutka, da sem suha. Zdaj se počutim bolj suha. Zdaj imam ono obratno body dysmorfijo, ko se pogledam, si rečem. Jaz tudi drugače. Oziroma, to imam samo, kadar grem v Thrift in pol itak ne gledam številke, sem tako, noben to ne gleda. In pol vzamem nekaj v roke in sem tako, ja, to mi bo prav, to mi bo prav. Spoiler, pa prideš domov, pa gre do tle. Nikoli mi ni prav. Ja, ampak veš kaj, jaz tako uživam, da se tako počutim. 100-krat rajš se mi jemljem narobna oblačila, ona premehna, ko mislim, da mi bo prav, pa mi pol niso, pa si rečem, Sara, si smotana. Ko pa da bi zdaj se sekerala neki. Jaz sem rada tako, da živim v iluziji, da sem suha. Ne? Rajš, ko da si suh, pa živiš v iluziji, da si debel, ker to je bilo pa res fucking mučenje. Ja. Tako, ja, ne vem, ta meja, veš, med tem je tudi pol zanimiva. Kdaj je neki zdravo, pa kdaj ni, ne? Pa rečemo, jaz mislim, da je lahko, da je samo manj v glavi fora, ne? Če te nekaj spravlja v stres ali pa če te ne. Disordered eating, kaj je disorder? Order je order, disorder je pa obratno, ne? Se pravi, ko te nekaj v stres spravlja, ne? In jaz mislim, da mi ob hrani ne bi smeli tazga stresa čutiti kogane, če je to neka taka stvar, ki jo rabimo v življenju, nujno. Ja. V vodo. Pa v vodi ne čutimo glih veliko stresa. Tudi ob hrani kalorij. Ja. Tudi ob hrani ne bi smeli, ne? Se strinjam. Ja, tu. Tako da bi tako nekako bili brez stresa, bi bilo lepo meni. Ja, meni bi bilo tudi to lepo. Bi mi bilo lepo. Ja, se strinjam. Mislim. Je pa težje govoriti o tem, kot smo mislili, ne? Jaz sem mislila, da je to čisto easy. Mislim, težke teme so. Ni meni to težko govoriti iz svojega vidika, ampak se mi zdi zelo zdi se mi zelo filozofsko, tako eksistencialna tema je. Ja, mislim, jaz sem predvsem želela s tem, da mi malo tudi delimo svoje izkušnje,
posvetiti luč na dejstvo, da mogoče nekoga lahko pogledaš, pa si misliš, on se v lifeu ni pač sekiral glede tega, on je toliko samozavesten, on sam gre čez life in pač lega. A veš, ker recimo mi tri se vse snemamo, se vse izpostavljamo. Pač tako na prvi pogled, pač jaz si mislim, a veš, jaz tako pogledam ljudi, pa da ne rečejo tega na glas, da se s kakšnimi takimi stvarmi spopadajo, jaz jih pogledam in si mislim, wow, pač oni nimajo s tem problemov, glej, jih samozavestni, hod, tlele so in to je to. Pa pač v bistvu ni to tako. In te težave okrog hrane in okrog izgleda pridejo v najrazličnejših oblikah. In velikrat ti lahko človeka pogledaš, pa se ti niti sanja ne, da ima neke težave, ker pač je vse to je v bistvu mentalna bolezen v resnici, pač tako v prvi vrsti. Plus ta, recimo, zdaj je fora, da je na trg prišel Ozempik. In to pač jaz sploh nisem v bistvu toliko vedela, da je to dost novo zdravilo. In to v osnovi, za tiste, ki mogoče ne veste, je zdravilo za diabetes. Tako je. Zaradi tega, ker stranski efekt je pa, da ti tudi za zmanjšati apetit, nimaš teh občutek lakote se ti zmanjša, dalj časa traja tudi, da se ti hrana presnovi. V glavnem, stranski efekt je, da ti manj ješ. In kaj se zgodi, ko manj ješ? Shujšaš. In ko so pač ljudje to ugotovili, so začeli to jesti, oziroma jemati, to je taka injekcija, se začeli špikati z namenom, da bodo shujšali. In spet je to nekaj, kar je dostopno bogatim. Ker recimo v Ameriki, če hočeš ti to redno jemati, pač tako pač brez da imaš ti nek diabetes, te pride tako jurja na mesec. In kdo si lahko jurja na mesec prvošč sam zato, da bo pač manj jedel. In pol je tudi ena zvezdnica je razlagala, da je njen ne zdravnik, ampak kar pač nek guru za mladost, pa neki, da je rekel, glej, obstaja pač ta stvar, pač to jemlješ in potem boš pač manj shujšala. No, ona je pač začela ta Ozempik jemati, ne vedela točno, zakaj se gre, ampak je pol shujšala in bilo tako, ampak to oni predlagajo čistko, nonšalantno, glej, no, eno to stvar imaš in pač zaradi tega boš shujšal. Kar je treba vedeti pri tem, je, da smo ful na začetku raziskovanja teh peptidov različnih, ne? In fora je, da ti pospešijo razne procese v telesu, ne? Ti peptidi, celjenje, različne, ne? Vsak različne. Ampak resnica je dejstvo v bistvu, da peptidi v našem telesu obstajajo in da delajo dejansko te stvari, za katere jih promovirajo. Se pravi, dejansko shujšajo zaradi tega, ti dejansko cele rane, zaradi unga imaš dejansko bolj gladko kožo. Problem je pa samo tako v obratni smeri, kaj se ti še vse zdraven zgodi, ne? Recimo za Ozempik, kost, bone density, imaš take lukance, kot da bi osteoporozo dobil. V bistvu lukance se ti noter v kosteh in se lomijo ljudem, ki so zdaj na Ozempiku dlje časa. Tako se mi zdi, da kljub temu, da je tu, pravijo, da je naravno. Ne? Velikrat pravijo, veš, tu je naravno, tu že imamo, tu pač nič tazga. Ne? Samo to, da mi umetno nekaj dodajamo, ni idealno, če seveda benefiti ne odtehtajo riskov. Ne? In za nekoga, ki ima 500 kil, ki se ne more premikati, ki bo umrl jutro od srčnega infarkta, je zagotovo boljš, da jemlje Ozempik, zagotovo pa za nas tritle ni boljš, da jemljemo Ozempik, zaradi katerega koli razloga, že razen, če imamo sladkorno. Ja. Torej, da raziskave o tem, koliko je to varno, so itak še bolj na začetku, ker to še ne obstaja tako dolgo in mi ne vemo, kakšni so dolgotrajni učinki, še posebej pa ne vemo, kakšni so dolgotrajni učinki, če ti nimaš sladkorne. Ampak to ne vem, zakaj ljudem. Meni je ful zanimivo, ker vsi te zvezdniki, ki imajo ves ta denar, pa vse te resurse, da dobijo informacije, kako je njim kar vse, da jemljajo neko stvar, ki jim da neke začasne efekte. Ok, zdaj v tem trenutku si suh, ampak kaj bo pa pol? Zraven tega, da si suh, pride tudi to, da ne vem, bukiraš več gigov, ker pač je to zdaj popularno, da si zaradi tega, ker je to popularno, si ti bolj popularen.
I guess, ne vem, mogoče zato, pač boli jih kurac, a ne kupala. Ja, pa jaz mislim, da zraven pride še ena velika mera, ko si zvezdnik tega, da se pa tudi tebi ne more zgoditi, ker Ja, pač to imaš tudi. denar in ker v takem občutku skozi živiš. Jaz tudi drugače. Jaz tudi mislim, da se mi nič ne more zgoditi. Ne? Da me lava ne more zaliti, ker fucking vulkan sem gledala en film. Jaz sem mislila, da bi kar pobegnila lahko. Tako, ne? In tako oni mislijo, jaz imam ves denar na svetu, če se mi kaj slabega zgodi, me lahko rešijo. Ja, ok. Ne, bom že si plačal tu, si lahko karkoli na svetu plačam. Ne? Pa ni vedno resnica, ne se pa na koncu izkaže, da tudi umrejo kakšni, ampak mislijo pa tako. Ne? Ja, jaz se dejansko skozi misliš, da pač Ja. Ja, si neuničljiv. ja. Dokler Ja, pa oni imajo res zelo dostop do vse najboljše zdravstvene oskrbe in tega, in oni si lahko ful več prvoščijo, kot mi, lahko eksperimentirajo, imajo zraven sebe ljudi, ki jim lahko zaupajo, da bodo dobili najboljšo robo, kar mi tle nimamo. Ne? Recimo, Ozempik zdaj po internetu kupujejo babice, ne? Pa tu. Ja. In poj še zanimivo to, ne, mislim, zanimivo, strašno in slabo, da zaradi tega, ker je toliko veliko ljudi začel Ozempik, no, so pol naredili neko verzijo, ki je kao samo za hujšanje, ampak potem ni bilo na voljo za ljudi, ki imajo dejansko sladkorno. Tam v Ameriki, In ne? pol je, Ali ja, in kako pol je prišlo do zmanjkalo? pomanjkanja za tiste, ki to dejansko rabijo, zaradi tega, ker so ljudje to jemali za hujšanje. Ja, ful dober, pač. The best. Noro. A to se mi zdi, da drugače pri nas v Sloveniji še ni tako razširjeno. Lahko se motim, ampak nimam nisem pojma, čisto še iskreno. slišala nekega tako full diskurza okrog tega. Zato, ker moraš iti zdravniku, ne? Ja, Ampak ampak ti mora napisati. itak k nam vse pride z zamikom. Ja. Tako da, mislim, z zamikom. Itak zdaj, zaradi tega, ker imamo internet, pa dostop do vseh teh informacij, pač zvemo za vse te stvari, ampak tako ta naval tega v tej širini, kot je v Ameriki, bo pri nas, po mojem, še prišel. Pa mi smo mečkan bolj down to earth, pa težje na nas vplivajo še vseeno stvari, kot na Američane. Ja. Jaz mislim, da je to resnica, ker če si že tako brainwashed, kot so oni, večinoma jim lažje to prodaš. Ja, resnica je to. Je sej jaz Resnica. se strinjam. Pač. Ne? Se ne, da so neumni, ampak malo pa bolj, No. malo manj so street smart, kot mi Slovenci. Ne. Ja. Če bom kaj tako komu pomeni ta informacija, veliko več mi vemo, recimo, kakšne slabe posledice pušča Ozempik na telesu, kot pa cepivo, kakšno novo. Recimo. Samo če vas to spodbudi k temu, ker se pač gremo še vseeno Ja. Večina ljudi se tudi ne gre zdaj cepiti. Ne vem, kaj sem hotela s tem povedati, sami si pomagajte s temi informacijami, ki mi je nit ušla, v glavnem ne vemo, vemo veliko, slabuje. Torej, slabuje. Hodila sem še nekaj dodati na tisto, mogoče ne vem, če se to sicer povezuje, ampak je tako, ja, dobiš več nekih priložnosti, če si zdaj suh. Zadnjič sem naredila en video, šlo je za eno sodelovanje. In to sicer ni pač to je samo, kaj si jaz mislim. In mogoče tudi ni samo, koliko sem jaz suha, oziroma nisem suha, whatever. Ampak naredila sem video, za katerega sem se potrudila, bla, 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 in potem ga naročnik ni potrdil. In razlog je bil, da menda nisem dovolj sledila smernicam kampanje in na splošno, in sem bila tako, iskreno ne razumem tega. Saj sem povedala vse, kar ste hoteli povedati, vse sem naredila prav, bla, 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 in potem pač mi ta posrednica reče, ja, lej, ne vem, pač mislim, da ni iskreno nobenega ful utemeljenega razloga, ne vem. In jaz tako, ok, ja, kaj popravim video, pač, a ne, lahko popravim ponavadi, če kaj ni v redu, lahko video popravim in potem je cool. In pač imam zelo na sumu, da jim jaz vizualno nisem bila všeč na tistem videu, ker pač nisem lih najbolj, I guess, to bi moj oče rekel, je bozovna pač, a ne, nisem za pofukati dobra, ker nisem suha, nisem po teh standardih. Kakšne pa so druge punce, ki so recimo v tej kampanji bile? Ja. So drugačne? Ja. Ok, fair enough, ja, ok. Definitivno ne toliko alternativne, Aha. bolj suhe, bolj, ja. Zakaj pa so te poli iz prve sploh zbrali? Ja, ne. Kdo bi vedel? Aha. Ja. Potem sem jih hotel prodati, da kao, sem jaz sicer super, ker imam ful energije, pa tako ful sem zabavna, pa tako, in ne, za druge dogodke je to ful dober, točno specifično za tega pa to ni dober, pa sicer ne štekam zakaj, ker tako kljub je in
zabava bo, party bo. Tukaj zdaj, jaz ne promoviram jazz koncerta, jaz promoviram to, da pridemo v klub in pridemo dansat. Kaj bi kar zbrisala tale del zdaj ven, ko bomo vsi vemo, kateri parti je to, ne? Jaz ne vem. Dobar, pa tudi ne rabiš. Okay. Lahko pa povemo, da ni vedela Sara, za kjer Ne. dogodek gre, tako da Sem mogoče... mislila, da ta drugega. Ampak mogoče je od istega kluba, se ne Ja, vem. jaz mislim, da je. Ja. Pač so tudi isti delajo reklame. Ampak, okej. No. Je pa to hrvaška ekipa ni potrdila, no? Ker se mi zdi, da oni pa so zelo tako na imidž. Hrvati. Na imič. Ja, ne jaz vem. tudi mislim, da so bolj. Jaz mislim, da bolj, ko greš proti Balkanu, Ja. bolj so tako, bolj se punce rihtajo, Ja, bolj ja, je ja. tako moraš zgledati a certain way. Lih sem zadnjič, nismo toliko lih je še bil vseeno. en TikTok je bil od ene iz Zagreba, ki je bila ful razočarana, kako smo ženske v Ljubljani neurejene. Ja, to sem pa videla. Ja, ne? Daj, povej malo Ja. več. Ne vem, kaj se zdaj ne spomnim, ampak da nismo lepo oblečene, da zakaj nismo v štiklah, zakaj gremo na kavo in smo tako, kar da smo ravno kar stopile pač iz svojega doma, zakaj se nič ne zrihtamo. In pol mislim, da je še nekdo naredil komentar na to, mislim, da untine, nek tudi na TikToku. V glavnem, ja, no, mislim, Čak, da kaj je on naredil? on je sam tako komentiral. Pač, A da kaj se je strinjal z njo? Ne, rekel je, da v bistvu se mu ne zdi, sam da je pač še vedno na Balkanu je bolj ta mindset tako, ja, zrihtamo se, imamo štikle, če gremo na kavico so štikalci, rekelček, zrihtamo se full make-up, frizura, medtem ko v Sloveniji pa pač je mogoče že bolj nekega tega alternativnega stila, tudi, ne vem, ne sekiramo se toliko, pač jaz grem velikrat iz hiše brez make-upa, Ja. ali pa grozna, tam Lidl na kongresu, see me at my worst pač. Tako da ja, no, to. Mene pri tem zelo moti tu, da pač. To me tudi zmotilo zdaj. Kar mene pri tem moti, ne, sploh ne, tule pa zdaj. Kaj sem sploh komentiral, ker sploh nisem videla tega videa, jaz sploh nisem videla to, da je kdo komentiral. Moti me pa tu, da pač je obviously to del kulture, ne, neki, sej imamo vsak svoj osebni stil, ampak neki je pa del kulture, ne, in pri njih je del kulture, da se ženske rihtajo, pri nas je pač del kulture, da smo take, ne. In tako, ko ti ne greš v Afriko, pa rečeš, da so tam vsi nagi in so neumni, zato ker so nagi, tako ne prideš sam, ne, pa rečeš, da smo pač mi slovenske ženske brezbrižne in neurejene, ne, ker pač to enostavno ni resnica, ne moreš pa tako iz egocentrizma pogledati, kot je svoje kulture in tu gre meni na živce. Eto. Ampak recimo, ful se pa komentira, pa noben temu ne reče, da je problema, ne? K Američani. Za njih je pa sploh znano, Ja. da oni pa si dajo trenerko gor in zmršen čop in bam, grejo oni pač po svetu. Ja. In to se ful kritizira. In vsi govorijo, ja, Evropejke, one se rihtajo, za njih je pač tako nasplošno pol, to Američani, tisti, ki imajo malo tega, ki se sekirajo glede stila in to. Oni velikrat rečejo, ja, ko smo bili v Evropi, pač tam so se ženske rihtale in pol prideš v Ameriko in grejo v trenerki eni razvlečeni in to je za njih kao stil. Tako da v bistvu pač sploh ne moramo temu bežati. Pač vedno bo se nekdo našel, ki bo Vedno, slabši ja. in vedno se bojo na unga spravili. S tem, da tu, da pač je nekaj slabš, ne pomeni, da je v resnici slabš, Ja, ne? ja. Pa to, veš, ne, ko imamo to gledanje na kulturo iz svojih oči, ne vem, pri sociologiji smo se to učili. Poglejte si učbenike. Pač to enostavno dejstvo je, da ni resnica, ne? Da je neka kultura slabša kot druga, Ja. ne? Ampak Ja. samo je. Ja, mene, drugače sem videla, ne vem, ali je bilo od njega replika ali od nekoga drugega, ampak je ful dober bilo argumentirano, da pač v bistvu ni res, da smo kao Slovenke tako nezrihtane, ampak da imamo ful bolj ta osebni stil razvit. to tudi. Da, ko greš ti recimo tam, ne vem, na Hrvaško ali pa še bolj južno, Da imajo vse unezara, Vse isto, viral, ja. kose, ja. tako da vse bojo imele iste stvari, copy-paste, da greš pa tle v Ljubljani, ima pa vsaka nek mal drugačen, nek svoj stil, da mogoče ne sledimo toliko tem trendom, ampak pač, da jih mogoče postavljamo. Sej, jaz le nisem pametna, ker jaz, kar se mode tiče, sej vidite, da nisem glih kaj preveč Pač napredna, mečkam smo manj oprest slovenske ženske, kot vse ostale na Balkanu. In tu se Ja. pozna v Mhm. tem, Ja. da smo sposobne in zmožne si izbrati neoptimalne možnosti. Ne? Mislim, mi smo rade lepe in rade smo zrihtane, rade Ja. imamo make-up zase, ampak smo ljudje. Ampak meni je tudi to, ker potem je tako, ja, in so neurejene. Pač spet, pustite ženski, da tudi je neurejena. Ja. Tudi lahko je neurejena. Ja. Ni treba, da je skozi 100%. Naprimer, zdaj spet na une nohte. Jaz zdaj nimam časa, da si dam make-up gor. Ja. Pač
jebite se, res, kdaj nimam časa in kdaj se mi ne da. Ja. Ja, ta perfekcionizem tega, tu je grozno, se mi zdi to. Da tako pričakujemo, da smo popolne in zdi se mi isto kot pri disordered eating, tu se mi zdi pa disordered living, da si pod stresom, ko greš ven čez vrata, če nimaš make-upa. Ja, Pa žalostno je to. žalostno. Pa ne sam, pa sem ostal pri make-upu, ker si na internetu, so pa še filtri. Ja, to pa Ja. je čist nekaj. Pač jaz sem jih mogla prav zavedno nehati uporabljati. A, Ker jaz sem najprej, okej. jaz drugače, ker sem še imela službo pač v social, ker sem bila še kao, kaj social media manager, whatever, ker sem se mogla veliko snemati. In fora v tem, da sem imela jaz en full slab telefon služben. Pač res to je bilo tako, da bi na krompir snemal. In jaz, če sem se snemala z onim telefonom, pač mene je čist spravil. Kada nimam, pač kada bi bila ploščata, grozen je bilo. In pa sem si mogla dati. Dala sem si filter, ker sem bila prepričana, da pač boš, ko bom zgledala, boš bom lahko pač jaz zdaj tle ljudem všeč. Pač to je bilo, dejstvo je bilo pač, da sem hotla narediti čim bolj optimalno, zato da bojo ljudje lažje gledali zdaj ta moj obraz. In sem imela pač poskusen filter, ki mi je naredil malo make-upa, zaradi tega, da je izgledal, da ima make-up. Meni se je zdelo, kot da to zdaj v narekovaj bom rekla, meni se zdi, da pa zgleda, kot da sem tako namazana, kot sem, in tako je pač bo boljši s filtrom, kot uživa. Ja. Ampak zdaj pa prav namerno in zavedno ne uporabljam filtrov, pa zdaj mi je že tako navaden, ampak prav tako sem bila, ne bom jih uporabljala, ker pač prvo kot prvo ni zame to dober. Ker najbolj, da se jaz zdaj skozi vidim z enim filtrom, ki mi bo pač obliko obraza spremenil na lepš, in pa se bom v špegu pogledala in bom začela hejtati svoj obraz, ali pa me bom nek slikana, ki me bo nekdo drug slikal in si bom skozi grda, pač ne morem tega sama sebi narediti. Drugo kot drugo pa pač tudi tako neka pričakovanja, kaj zdaj bojo ljudje me tle gledali s temi filtri in bojo kar mislili, da pač jaz zdaj tako zgledam, pa ne zgledam. Pač se mi zdi tako nefair zdaj neka nerealistična pričakovanja prodajati. Tako da, ne vem, no, a vidve uporabljate filtre? Nikoli jaz sploh ne povem. Nekdaj jih uporabljam, če je unkaj tako malo, a ne, kakšna taka, da malo tako distorta barvo in ponavadi v teh, ki distortajo barvo, so tudi kakšni te za faco. Ne vem, zadnjič, ko sem objavila nek video, ki je tako ful beloranžkast in se mi zdi, da je tudi polepšal. Pa isto, mislim, da TikTok ima že neki. Ja, ima. A ne? Ja, neki je že. ima. Vsakič, ko odpreš TikTok kamero, zato Si se jaz drugačen. ful ne maram snemati na TikToku, ker sem tako, zgledam si lepša in sem tako, ne, fuck off, ne bom se tukaj snemala, ker to sploh ni realna, pač realen depiction To so pa naredili za nalaž, zato ker je za njih ful boljš, da mi snemamo v TikTok aplikaciji. Ne? In ko mi zdaj izberemo doma, kam bomo prišli posnet video, rečemo, da grem rajš na TikTok, ker sem tam malo lepši, namesto da tu poleg sportam, pa tam urejam, pa si dajem filtre gor. Ne? Ja, tam imaš, ob strani je že prav nek, ne vem čist dobro, kaj sploh je, no, ampak ja, ti že da malo make-upa, malo te, Pobelti zobe mečka. malo ti Kožo kožo ti slima, naredi bolj, face, ja. ja. Ja, jaz sem včasih uporabljam, če imam res slab dan in imam tako ful podočnjake, si dam smooth. V CapCut smooth, ga jaz malo povečam, da nimam ful podočnjakov, pa da koga ne zaskrbi. To je edino. Tu si spremenim, pa prej sem nekaj, kako sem pa hotela povedati. Ne vem. Nekaj dobrega je bilo, ampak podobila sem. No, ker smo že glih pri tej gladki koži in to. Zadnjič smo bili tle na snemanju in tako jaz to ležim zunaj, Sareša glih na vece, pride ven in reče, ej, Lucija, a bi si dala ti kdaj filarje? Botox. A bi si šla dati botox pa Ja. ona tako? Ja, najbolj. Sploh nisem razmišljala, tako mi je bilo uno. Ja, mislim, tako se mi zdi, zdaj sem pol malo razmišljala o tem pač, kako je bil to, no, ampak bom pa rekla, ni bil to tako, da sem takrat prvič razmišljala o tej stvari in sem bila sam tako, ja. Tok se mi zdi, da je to znormalizirano, vsi si to delajo, da sem jaz prišla do te točke, ker sem bila uno, ja, shit, verjetno si bom dala enkrat, pač, ker bom začela gubasta malo ratvati, bom šla in mi bom malo zrihtala in bom imela malo bolj lep obraz, kaj se vem. Ja. Fair, Zdaj pa saj sploh te itak, a ne, jaz ne judgam pač teh ljudi, ki si to dajo, ker smo itak toliko zbrainwashani, da je to pač sam toliko normalno, da pač na eni točki prideš do točke v življenju, kjer je to tvoj naslednji korak, botox. Ja, na eni točki se enostavno preveč energije vzameš, da se trudiš biti drugačen kot drugi. Ne? Mislim, ne Ja. trudiš, ti se moraš truditi. Jaz se nekaj časa nisem brila nog, zelo dolgo časa.
Pa pač tu ni bil tu tak trud, zdaj v ekstreme, ful, ne? Ampak pol včasih, ko sem se pa enkrat pobrila in ko sem šla naslednji dan, ven sem bila pa prav tako, koliko manj energije meni vzame mentalne, da grem v kikajci ven s pobritimi nogami, kot pa da jih ne bi imela. Jaz sem se mogla konstantno, ko sem šla z nepobritimi nogami, opominjati, da je to okej. In vzdelo mi je, jaz sem tako utrujena, da bom prišla samo od tega, ker sem skozi razmišljala o tem, da nimam pobrite noge. Pa jaz sem tu leta in leta počela. Pa je bilo zame zelo naporno. Pa nisem drugačen človek, ker je zame kaj tasga lahko tako zelo naporno. To je pa full dober point. Ja. In tudi kljub temu, pač, da se velikrat tako trudimo, ostati zvesti sami sebi, je tu tako težko, zato ker ti vzame veliko energije, še sploh, če v resnici nimaš. In jaz sem zadnjič šla na WC, ker sem tu Lucijo ven prišla vprašati, se pogledam v gledalo, tudi teh misli, jaz nimam botoks, pa tu, nič kaj. Meni so te vse igralke zdaj, lejte, jaz ne vem, ali bo igralstvo propadlo ali ne, ampak one ne morajo sploh narediti tu. Ne vem, jaz bom lahko igralka še edino, ker znam vsaj mimiko uporabljati. Pač tu, moja teorija, zakaj sem jaz ljudem tako zanimiva, tudi na TikToku in tako, pa zato, ker svoj obraz uporabljam. Vsi bojo kar naenkrat brez obrazne mimike, nič več se ne bo premikalo, vsi gledajo kučuki. In v redu, vse je v redu. Mejte tako, če hočete. Samo jaz pa raj ne bi, me je pa zadnjič pol na WC-ju čisto zapigalo, ne. Pogledal sem v ogledalo in je bilo sem tako, fuck. Vsi imajo gladko kožo, razen jaz imam luknje v koži. Jaz imam pa tle tako velike luknje in pore in zdaj pa to ne bo šlo. In jaz si bom mogla dati botoks. In pa sem vam prišla in se tu Lucijo vprašala, če si bo dala botoks. In pa je še ona iz prve v sekundi rekla, ja, najbrž. Pa se smeje, da če sem tako, res pa čist konc za mene. Vprašam se pa tudi pol po drugi strani, ne, ena moja večjih želj v življenju, zaradi katerih se počutim kar malo krivo, je tudi, da bi si šla levo joško spremeniti. Okay. Jaz imam to joško. Zakaj? To joško imam normalno joško. Okay. Normalno razvito. To joško imam pa tubular joško. Se pravi, tle ti tkivo od spodaj, veš, kaj je taka hruškasta drugače joška, ti tu spodnje tkivo ne zraste in imaš kot, da bi bila joška okrog obrnjena. Ta moja je tako tle tako in tako. Aha. Okay. In zaradi tega je na vzpod obrnjena, je bradavica tle, ta je pa tle. Recimo, karikiram. In jaz bi si pač tako, zdi se mi, da si bi tako zbudila enkrat srečna in da me ne bi nič več motilo v življenju. Cap, po moje. Tu ni resnica. Da me ne bi nič več motilo, če bi samo imela to joško isto kot to. In da če bi si tu enkrat šla, jaz začetku na koncesijo, po moje bi lahko dobila, zato ker pač je tu motnja, zaradi PCOS-a se ne razvije, pa kdaj kakšna dojka. In na živce mi gre ta misel, čisto v resnici. Veš, ker jaz bi rada, da bi se tako sprejela, ampak malo je scary misel, da se bom mogla celo življenje truditi, ker jaz, ko se pogledam zjutraj v ogledalo, pa vidim različne joške, rečem, najprej nič ne rečem, najprej samo vidim se pa rečem, ok, super, pol pa rečem, da imam različne joške, pol pa se sem spirala. Aha, različne joške, drugi nimajo različne joške, pa ta je pa res ful različna, ta pa res, kaj pa če si jih mar gor potegnem, pa tako dol in pol moraš porabiti neskončno energije, dokler stopiš ven čez vrata, da si ti sprijazaš s temi joškami. In če enkrat ne bi bilo tako, bi bilo kar sproščujoče, ampak ne vem, če pojem življenja tudi, da je meni sproščujoče imeti dve isti joški. Ampak, a misliš, da ne bi pa našla nečesa? Bi, če dalje več stvari bi po moje našla. In pa bi videla, da se vse da popraviti in... Ja. Ampak kaj pa pol? Kaj pa, če bi si vse popravila, pa bi bila pol srečna? Ja, a misliš, da bi bila srečna? Jaz mislim, da ne. Ne vem. Se sprašujem, če bi bila. Kako se pa vidve počutite, če samo same na sebe pogledate, če bi bili sami na svetu? Recimo jaz, ko sama sebe pogledam in ko pozabim, da drugi ljudje obstajajo, sem jaz sebi najbolj cool človek na svetu. In najlepši. In ko ena gozna vila. Jaz tisto. Ja, ne? Mislim, jaz nisem gozna vila, jaz se, ne vem, kot kaj bi se jaz... Ampak jaz sem sama se všeč, pač, ne vem. No in tu nas rešuje, po moje. Zato, ker čim tudi, ko padem jaz v kakšno luknjo tega, kaj bi mogla biti, še vseeno, ko zjutraj se zbudim, pa se pogledam, preden se spomnim, da vsi drugi obstajajo, sem tako. Edin moram pa skušati sam 1 kilo, zato da lahko zapnem ene hlače, ki jih zdaj ne morem več zapeti, ker une so bile pa toliko dobre, da sam tako ne morem. Pol pa je v redu. Okay. Pač to tudi, če sem sama, sem tako, ne, te hlače moram zapeti nazaj, ker so preveč iconic, da jih ne bi. Okay. Pa ker ni tako, da jih nikoli nisem mogla zapeti, ampak si jih lahko zapela in bi sam rada nazaj na to doma. Ja,
To. Ja. Ker pa bom Y2K baddie. ne sicer prekla, ampak ja. Ok. Ja, ne, vidiš. Meni se zdi to resnica. Jaz ti tu velikrat take stvari rečem. Ne? Pa zdaj, ko sem skušala, pa sem objavila na Instagram, so mi začele mlade punce pisati, kako si tako hitro skušala 10 kg, daj mi na svete. A jaz ta prve besede, ki jih rečem v unem videu, je, prosim, če vse suhe punce, normalne punce, greste samo mimo, ker niste debele. In kdo mi je pisal? Vsako punco, ki sem šla pogledati na TikToku, pa če tu gledate, meni je žal, da vam nisem odgovorila, ampak jaz na to nimam kaj odgovoriti na 100 suhih punc, ki mi piše, kaj naj naredijo, da bojo čim hitreje do valete shujšale 10 kil. Ali pa do ničesa, razumeš? Pa se verjetno sploh ne zavedajo, kaj 10 kil pomeni. Ampak one so čisto suhe. Ja, saj zato In pa. točno tu sem jaz vedela, da se bo zgodilo, ko sem ta video objavila. In ga tudi zelo dolgo časa nisem in sem zelo dolgo časa razmišljala, kako sploh tu zapeljati, da zdaj ne bo koga triggeralo, po drugi strani pa si kdaj pol tudi mislim, ne, to ne moram reči. Moraš. Ja, ne morem to reči. Kje sem končala? Ne, te besede se ne morem to reči. Okay. Kje sem končala? Zdaj sem pa povedala. Da pač... A pred Aha, tem da jih videom. triggera te punce, to, Ja. ne, in da se bo točno to zgodilo in da nisem hotela in nisem vedela, kako zdaj naj svojo izkušnjo, ki je v bistvu čisto lepa, povem, brez da bi pahala na druge v stisko. Kva? Noro, da se moramo tako tudi truditi. Da sem jaz mogla 3 dni razmišljati o tem, kako se bojo ljudje počutili, če jaz na videu rečem besedo debela. Sem se hotela izogniti. Pa sem jo mogla pa še razložiti, da jaz ne mislim debela, da sem si jaz tu zmislila, pa zdaj, da si jaz tu predstavljam, ampak da tako klinično mislim debela. Ne? In verjamem, najslabše pa tu, ker narobe dojame take videe, glihunke in ne bi smele. Ali pa pade v luknjo skini toka, glihunka ga to najbolj prizadane. Ne? Glihunka je 2 sekunde bil predolgo na enem videu, ko se gre o anoreksiji, zato ker ne, ga to zanima, ali pa je to kdaj doživel, bo dobil pol še naprej. In jaz se zdaj težko izkopljem iz tega, še sploh zato, ker sem jaz tudi začela te videe objavljati, ne, o hujšanju. In je kar slabo. Hvala Bogu, jaz ne uporabljam TikToka skoraj nič, ampak ni pa fajn že zjutraj na WC-ju videti, medtem ko jaz kakam, ker sem jedla polnoči čokolado in bila ful dobra in sem ful uživala, Tamuna je neko, pije čija vodo, pa je solato s cimetom. Pa kakšen kis zjutraj Tako, na prazen želodec, ja. ali se ne vem, kaj zdaj delajo. Pa ne vem, kaj s čim nadaljujejo. V glavnem, ja, to. Jaz bi sam kot zanimivost povedala, da če na TikTok hočeš napisati hujšanje ali pa proana ali pa skinny talk ali pa karkoli od teh znanih hashtagov, se pa se skozi razvijajo in najdejo nove, ki si enkrat v tem komunitiju jih pač veš in najdeš, ampak pa ti tak algoritem sam servira to. Ampak pač, če to napišeš, ti vrže you are not alone in potem cel nek tekst, if someone you know, struggling, bla, 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 pa ti da pa še resource, kao da najdeš pomoč, prav klikneš na gumb in te vrže na en external link. Sam za Slovenijo jih ni. Ja. Okay. Samo za nekih 10-15 držav je. Tako da, they tried, ampak pač še vse ni tako zelo inkluzivno. Še vse tako se mi zdi ful dobro, da se trudijo, ker recimo je na Twitterju, pa na X-u ali kaj zdaj, pa na teh, To je itak ni tega, ni nobene restrikcije. Wild West. Ja. Medtem ko TikTok se trudi, sam ne ratuje. Ampak sem pa že slišala, da so prav banali kakšne akaunte, ki so bili očitno, ki so promovirali, itak ne promovirajo dobesedno, itak ne rečejo, me anoreksijo. Ona samo poje ampak 500 kil hrane na točno videu, pa to. gre pa bruha. Ali pa rečejo te stvari, ja, nič ni tako dobrega okusa, kot je občutek tega, da si suh, več, ko boš jedel, bolj boš debel, pač pohod imajo nekih teh rekov in pol imajo te, kaj pojem v dnevu in pol pojejo 300 kalorij in pol to je tako, ja, tako moč, ali pa 3-bite rule, ne. Da lahko ugrize vsake stvari. Lahko ješ vse, kar hočeš, ampak sam 3 ugrize. In te ugrizi so taki miniaturni. Pa v koš, ne? Ja, tako da zanimivo mi je to, da se trudijo to vse na TikToku malo minimizirati. Sam je ful težko zaradi tega, ker pač kot so nekaj, ljudje se znajdejo in ko te enkrat algoritem potegne, pač imaš ti to ne glede na vse. Ampak čudem, da pa, mislim, vse razumem, da ne morajo algoritma spremeniti sam za to, a ne. Ampak, če pa gledaš ta content, ti ga bo pa še naprej serviral. Ja.
Ampak zaradi tega, ker je ves ta content, ko oni pa, ko so v tem communityju, imajo take hashtage, pa take načine to serviranja, da pač ni očitno na prvi pogled. To se hitro evolvira, da ne morejo AI sploh slediti temu. In je zaradi tega, ker vse poloni pač sprot probajo, ampak pač to je tako. Pač tu so tako manipulativne bolezni, ki manipulirajo in s človekom, ki ima to bolezen in z vsemi ostalimi okrog njega, da. Ko sem hočela zdaj reči, nekaj v TikToku si ti rekla, lahko ponoviš svojo zadnjo besedo. Da ne more pač TikTok sploh slediti temu pa blokirati. Oni bo vedno našli nove načine, kako bojo med sabo tekmovali, pa se podpirali, pa pač tako. Ok. Se bi to lahko še naprej premlevali, ampak imam zdaj še eno stvar, ki je še malo na seks vezana, ker imamo še vse en seks podcast, pa bi sam pokomentirale eno zgodbico. Aj boš ti prebrala? Ne vem, če ste dojeli, ampak mi smo dobili liste. Ja. Ti pa še velikih je nekim. Ok. Zanimivo. Seks boli, ker sem preveč suha. Z mojim fantom, jaz sem 20, on 23, sva skupaj nekaj mesecev in med nama je vse super, razen tega, da me seks včasih boli. Po njem mi na telesu ostanejo modrice, ki dolgo ne izginejo, večinoma po stegnih, bokih in prsih. On pravi, da je to zato, ker sem preveč suha, visoka sem 175 in imam okoli 52 kg, sama se ne bi označila za tako suho. Kakorkoli, težko pridobim težo in tudi ne čutim neke potrebe potem, samo seks je včasih boleč. Poleg tega zadnjič, ko sva seksala, nisem bila zares vzburjena, imela sem veliko stvari v glavi in me še vedno boli znotraj. Kako naj to pozdravim? Ti si vsega prebrala, a ni še neki, da ni bila vzburjena in da je ona kriva? Ja, moja krivda, imela sem veliko stvari v glavi. To se mi zdi ful pomemben detajl te zgodbe, ker je kar tragičen. Ker nisem rekla te besed prej. Ne, mislim, da ne. Ok, se upravičujem. Tu je tu. Jaz se ne bi upala sploh, ne vem. Jaz ne vem, če lahko sploh, ne vem, če sem qualified, da dam kakršen koli na svet. Jaz bi priporočala na splošno, glede te punce in tako epizode, da se mečkeno v življenju na strokovnjake obrnemo. Pa ne mislim Facebook strokovnjake, pa ne mislim mene strokovnjaka za vse, kar obstaja na svetu. Pa ne mislim Lucije strokovnjakinje za seks. Pa ne mislim Katarine strokovnjakinje za trift in pravo. Pa mislim, kakšne tako strokovnjakinje, ki lahko vejo več od nas, pa se lahko na njih opremo, pa jim zaupamo. Jaz mislim, da bi to moglo biti bolj normalno, da ki ti zagusti, da greš takoj nekam po pomoč. Jaz sploh ne vem, kako vi drugi ljudje delujete, ampak meni, ko nekaj zariba, jaz pač laufam, da mi nekdo pomaga. Ja, fair. Laufam, ker meni to res tako pomaga, da mi nekdo malo smisel zadevo in vidim pa, da drugi ljudje pa niso tako, ne? Oni pa ne grejo takoj na terapijo, ko jim je nekaj težko. Ne? Zato, ker je težko iti na terapijo. Ja. Ok. Po mojem sploh, če še nikoli nisi bil. Aha. Ti je težko, kam sploh hit, na koga se obrniti, kako zdaj najde terapeuta, kako to deluje. A veš, enkrat, ko prebiješ to sem jaz opazila, da je pri vseh stvarih. Ko ti enkrat prebiješ ta prvi stik z eno novo stvarjo in naslednjič 100-krat lažje, ko že veš, kako poteka. Ma prvič, kako zdaj kontaktirati terapeuta? Kdo je sploh dober, kdo ni dober? Kje ga boš najdu? A boš v online, a boš v živo? Ali moram čakati 3 mesece? Koliko denarja te stal? Eni niti si ne morejo prvoščati tega. V resnici imaš čisto prav, zdaj, ko si tudi rekla, jaz sem v bistvu privilegirana. Jaz sem bila že 100-krat na terapiji, vem, kako poteka, plačam si jo sama, naročim se, dobim jo jutri in to je to. Ampak večino ljudi na internetu... A lahko šereš kontakt? Ja, lahko. Večina ljudi na internetu pač nima takih možnosti in to je resnica, Pa mogoče tako mlajši kot si, še težji ti je narediti ta prvi korak, ker jaz, na primer, se spomnim, ko sem prvič vedela, da bom mogla iti, sem bila tako, jaz pač ne grem k terapeutki, jaz absolutno ne potrebujem tega. Pa sem tako krvavo rabila terapeuta. Tako da ne vem, mislim, da je itak, še vedno se mi zdi, da malo je to tako tabu, ful bolj normalizirano, kot je bilo, ampak še vedno in se mi zdi, da mlajši pa se še posebej, ko so tako, pač sej vem, pač sej štekam, kaj se dogaja z mano.
Jaz bi prav enkrat objavila eno svojo uro terapije online javno, da vidijo ljudje, ker tu pač ljudje poznajo terapijo iz filmov. Okay? And it sounds really scary, ampak ti si moraš najti terapevtko, ko je kot tvoja prijateljica. Zakaj jaz plačujem terapevta? Zato, ker če grem jaz Luciji govoriti, kako slabo se počutim, bom še 2 dni malo trpela, ker bom tako pizda, mogoče sem mi dan uničila, ne? Moj terapeutki, on the other hand, jaz ne moram nobenega dneva uničiti, zato ker jaz njej plačam, da mi denar in pol. Yes, I love it. Jaz sem full rada terapije. Pogrem tja in jaz sem začnem govoriti. In jaz govorim in ona me posluša in moja terapeutka mora biti sposobna, da ona meni sledi. Ona me sledi in posluša in po 45 minutah mojega monologa, pa veš, kako to gre, tako v krogu. Bo ona točno vedela, kaj sem povedala in bo ena par pametnih stvari rekla. Ampak In je to super. Ona to rada dela. Mislim, verjetno. Meni je pa tudi super. Jaz pa tudi zelo rada govorim, še sploh, če me nekdo razume, pa posluša in še sploh, če ga plačam, da mi sploh ne more imeti pol slabe vesti. Evo, in zato imamo psihologi. Pol rečejo, jaz imam prijatelje, ne rabim psihologa. Ja, ampak zraven prijatelja pride tudi enih drugih čustev in stvari in navezanosti in vsega, da ti ne moreš enostavno nekaj stvari povedati. Za psihologa se ti pa malo jebe po domače, ne, ker je to v bistvu neznanc in mu ti lahko poveš vse slabe stvari, ki jih počneš, pa ga sploh ne bo prizadelo, ker je njemu tudi v bistvu zares čisto vseeno zate. Važno, da poveš tako. Pa prijatelji ti ne bojo vedno povedali po pravici, ker bojo na tvoji strani. Tudi če ne bojo hoteli biti, bojo še vse na tvojo stran vzeli v veliki meri. In ti ne morajo tako zelo objektivno vsega pač povedati. Tako da terapeut je v bistvu prijatelj, ki ga plačaš, da nima pravo glasanja. Ne, da mu ti ne rabiš nič, da to zameni. Ja. To je to. No, če bi pa še to sam nekaj povedala glede te zgodbe. Kaj si ti misliš? Se mi zdi, da bi lahko še vsem kaj dodali, preden gremo na zaključek. Ja, absolutno. Zaradi tega, ker prvo kot prvo, to, da njej ostanejo modrice, Slabokrvnost. tudi, ampak po drugi strani, tudi če si slabokrven, pa to, ok, se ti ful hitreje poznajo modrice pa vse, sam čist možno, da ta fant je čist pregrob. Plus, da je da on jej govori, da je to zato, ker je ona presuha, da sta seksala, ker je ona očitno ni bila pripravljena, pa je on še vse nadaljeval, pa je bilo njemu sigurno čist jasno, da pač neki glih ne štima, pa da ni dosti vlažna. In pa se ona počuti kriva. In da se ona počuti kriva, je zelo dobro zna zmanipulirati. In da je ona to napisala, sem jaz prepričana, da ona čuti vse, da nekaj ni prav in da nekaj v tej situaciji čist ne štima, ampak zaradi tega, ker si v tej situaciji težko vidiš širšo sliko in sam ugotoviš, da mogoče pa je partner problem, ampak jaz tukaj bi skoraj rekla, da je partner tukaj mal problem in da nima glih najboljšega odnosa, ker če greš to sprašovati, si že na neki točki, ki čutiš resno v gatu, da nekaj res ni ok. Tako da to, da ima ona, koliko ima kil na svoje velikosti, je itak vsem jasno, da ima premalo kil še vsem. Ampak je še vsem 75, pa ima 52 kil. Ja. Pač, ampak še vsem zdaj samo to nam ne pove nikoli, ker še vsem imaš ljudi na spektru in eni so lahko tudi še vsem v redu. Lahko da je slabokrvna, pa je zaradi tega se jih tudi prej poznajo modrice, ampak še bolj verjetno je, da je on vsem pregrob z njo, ker pač kako se je lahko vsakič poznajo modrice. Kaj če na boku sekšaš od ozadji, se ti poznajo modrice po telesu, ne razumem. Ja. Pač hočem sam reči, da mogoče niso vedno vse naše težave vezane na to, da smo presuhi ali pa predebeli, da so še druge stvari, ampak zelo velikrat hitro vzamemo, če smo pač v nekih teh ekstremih, pač vse to vemo, da če je nekdo bolj debel, pa gre k zdravniku, pa ima neko zdravstveno težavo, bo prva stvar debelost izpostavljena. Pa vse velikrat je, pa vemo, da pač debelost vseeno vpliva na ful velikenih stvari, ampak koliko enih zgodb je, ki se je na koncu izkazalo, da pa ni bila debelost kriva, nešteto. In zelo tako na hiter človeka pogledamo in ocenimo in ga glede na njegov izgled rečemo, to je pa zaradi tega, kaj je presuh ali pa kaj je predebel. Pa mogoče ni vedno tako, mogoče še kaj drugega lahko problem. Tako da ne overlookamo teh stvari. Ja. Tako da jaz bi rekla 5 stran od tega tipa. Takoj. Ja, pa lahko greš tudi zdravniku. To je vedno safe option, v bistvu, ne? Mogoče lahko greš k terapeutu in poveš to vse in potem jaz mislim, da bo terapeut zihar imel kakšen zelo dober nasvet, če mogoče ne zaupaš nam trem. Lahko sem še nekaj povem na hitro, tako 2 minutke. Kar je meni ful pomagalo, mi je enkrat zadnjič terapeutka rekla, včasih ljudje dobimo en tak vzgib zvečer. Ležimo, pa ne moramo spati in si rečemo, da bo jutro vse drugače.
da bomo jutri vse zrihtali, da bomo jutri vse pospravili, končno začeli hujšati in vse. To je en tak poseben možganski proces tega, ko mi pač radi fantaziramo o dobrih stvarih in takrat zvečer radi fantaziramo zaradi tega, ker vemo, da nam ne bo treba takoj tega pol narediti, ker gremo pol spat. Ne? In zato mi pol fantaziramo. Zjutraj, ko se zbudimo, nič od tega več ne drži, ali pa smo tako obsesivno zagnani, da če si zadamo, da bomo shujšali, nehamo jesti. Zadnjič mi je pa en uvid dala terapeutka, ki mi je povedala, iz kje pridajo neki taki impulzi potem, da bi nekaj popravil. Veš, dobite kdaj ta pravni impuls, ki sploh ni povezan z dnevom, niti z ničemer, da bi zdaj pa ti nekaj popravil. Jaz pa moram boljša biti, jaz pa moram boljš tu, jaz pa moram boljš tu. Imate tako to? Ja. Možgani naši v stiski začnejo iskati razne stvari, ki bi jih lahko izboljšali, zato ker mi ljudje zdržimo dosti časa v tej stiski nenamenoma, da bi vedeli, zakaj ta stiska obstaja. In pol začnemo grabati. Pol začnemo biti v stiski in smo tako... In začnemo stisko vezati na stvari, ki nimajo v resnici veze s to stisko. Pol jaz začnem hujšati, kadar sem v stiski. Ali začnem pospravljati. Začnem omare odpirati. Začnem odločiti se, da bom zdaj pa pol svojih oblačil prodala. Ali pa da bom same svoje oblačila začela šivati. In odkar mi je tu terapeutka rekla, sem prav tako, kadar imam ta impuls specifičen, če ležim, pa zdaj pa nekaj, sem prav tako malo počakam zdaj. Samo da tako malo razmišljam, kaj zdaj ta impuls je. In mi je malo lažje, v resnici. Zato, da ne rabim takoj kar iti. Pa nisem zdaj, ko povežem na nek problem, recimo jaz moram shujšati, mi je malo bolj jasno, da mogoče pa ni to resnica v trenutek zvečer, ko sem v stiski, da je to moj problem, da moram jaz pa shujšati. To je to. Ne vem, je imelo to karkoli smisla. Meni je imelo, ko je meni to rekla. Mogoče bi moja terapeutka boljš povedala, najbrž. Meni se zdi, da si super povedala. Ja. Se tudi super. To je to. Okay. Bi ti rada še kaj dodala, preden gremo na zaključek? Ne. Se ti zdi, da smo kaj pametnega povedali? Ja, mislim, da smo veliko pametnih stvari povedali. Se vam zdi, da smo kaj pametnega povedali? Napišite v komentar. Ja. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Ok. Glavnem, zdaj imamo še Never Have I Ever. Ok. A si se kdaj igrala Never Have I Ever? Seveda. Odlično. Za vse tiste, ki ste mogoče danes prvič z nami, igramo se mi tako, da damo vse prste gor in za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol, vsakič novega, če ti zmanjka na eni roki, greš na drugo. Ok? Začnemo. Nikoli mi partner ni rekel, da sem debela ali pa presuha. Če ti je kdaj to rekel, daš prst dol. Katarina dala prst dol, a on kateri kočunika? Ja. Partner kot fant? Ja. Ne, mislim, kot partner mi ni. Kaj pa, kdo pa? Unka je imel fetiš na debele ženske in mi je ob vsakem porivu rekel, wow, kako si debela. Wow, kako si debela. Wow, kako si Mislim, da to kar šteje. Ti si kratko z očmi, v šok si padla. Zdaj sem to že slišala, ampak sem še vse vsak. Ta je insane, pač. What the fuck? Ok. Nikoli se med seksom nisem obremenjevala s tem, kako izgledam v nekem položaju ali pod določenim kotom. Skus. Vsak moj premik se to obremenjujem. Evo, vse smo dali prst dol. Pa verjetno bi še 90% od žensk. Nikoli nisem vlekla notri trebuha pred ali med seksom. Oh, fuck. Grozen. Tudi tukaj smo dali vse prst dol. Shit, jaz skozi vlečem not trebuh. Ja, jaz tudi. In ti ne? Jaz zdaj ne več, ampak je bilo pač obdobje, ko sem skozi. To je čisto avtomatsko. Pa mi, da so bile še, a se spomniš, ko so bile na Pereneu, kaj je Pereneu, Jasmina? Ja. Ko so bile Za prne, pa nam je medenični. povedala, da ne smemo tega dela, da je to ful slabo za medenično dno in vse. Ko imaš pač skozi napete te mišice, pa vendarle si ne moramo pomagati. Ja. Nikoli se med gledanjem pornografije nisem primerjala z igralko, ker sem si želela, da bi izgledala kot ona. To pa ne.
Jaz tudi mislim, da ne. Ko sem to pisala, sem razmišljala, pa se nisem spomnila. Ne? Ok, fantastično. Nikoli nisem seksala v temi, da me partner ne bi videl. No, ne vem. Jaz tudi ne. Super, Ne vem, ta. čeprav s tem namenom, da me zdaj Ja, ne ja. bi videl, Ja, da ja, pa je treba okej. ugasen. Pol ne, nobena, super. In pa nikoli nisem rekla ne seksu, ker sem se preveč najedla. Samo dobro, to je pa iz nekih logističnih razlogov zdaj. Res je, ja. Jaz tudi, ker Če se ne Ne morem morem niti si- Ja, prebrati, pač ne morem daj, no. niti seksati. Ja. Kje imamo pa lisice? Čakaj, kje je dala največ prstov? Ja, dol? Vidim, da ste izenačeni, ja. čakamo še nekaj. Medtem, ko nam najdejo lisice, sem jaz hitro še eno spomnila. Ajde, Čakaj, ajde. samo vse. Ok, nikoli... Daj se hitro, ti se eno spomni, ti si gostja. Zdaj lahko Saro potunkaš ali pa sebe. To je zdaj od tebe odvisno. ne vem. Nikoli nisem. Znači, kam pa piškali? Nikoli nisem hodila po ulici in je šel nekdo mimo mene in sem si mislila, fuck, ta je pa ful debel ali pa ta je pa ful suh. Ja, zihar pač, no. Ja. Sem hotela moreš, normalizirati ne. te misli ljudem, ker vem, Ja. da jih Ja. imamo vsi, ki ti tako skočijo v glavo, no, pa se pol počutimo zelo grde. ko nam Sem zdaj še skočijo. zmeri zanačena. A ja? Ja. Oh, shit, jaz nisem razumela te igre. Ne, zdaj super, drugače, na meni je bil dober. Vsi ne, jo lahko priklenete skupaj. Sej bom, ja, mislim, da bom to naredila. Ja, se res. Sem, če nimamo več. Lisice smo zgubili. Če pa nimamo, pa Bomo pa na koncu. Ti pa lahko med tem še poveš, kje te lahko ljudje najdejo. Moj bog, ne vem, kakšne imam handlese. Ne, na Instagramu me lahko najdete pod zuccato.jpg. Tako je z dvema c-jema in ne z dvema t-jema, z dvema c-jema. In na TikToku pod Katarina zuccato. Tako je, tukaj me lahko najdete. Bi rada še kakšno, a ja, to zdaj stala ti reči. koga? Jaz mene se ne Kaj moram reči? bom jaz. Bi rada še kakšno drugo stvar spromovirala, recimo kakšen trift, ki ga organiziraš, ali pa kakšen projekt, karkoli. Joj, ne me tako zdaj on the spot. Prav, pa. Če bo kaj, pa napiš, pa bom Ja. dala v opisu spodaj. Tako je. In najlepša ti hvala. Najlepša hvala vama, ful je bilo fino. Ja, Sicer taka težka tema, ampak Sorry, prekinila sem te. ne, v redu je. Težka tema, zanimiva tema, ful. Zdi se mi, da je tako, mislim, ja, filozofska, pa ful jih jo lahko predeluješ iz več različnih zornih kotov in je zahtevna, no? Zahtevna za pogovarjati se in tudi za poslušati. S tem, da jaz sem mislila, da smo te teme že navajeni in da ne bo tak heavy feeling, ampak meni se zdi, da je ta tema prav tako zgodovinsko malo težka za ženske, ker se je kar nekaj zgodilo, tle, ko smo začeli o tem govoriti. Tako, dušno mislim. Ne vem, jaz, heavy je to. Ja, Pa heavy ni je. drugače tako heavy osebnostno zdaj le meni, ne? Samo na splošno. Nesplošno. Kolektivno heavy je to po moje za ženske neki. Nekaj je narobe, ne? ja, jaz upam, da smo da ste razumeli, kaj smo hoteli s tem povedati, da je komu kaj pomagalo to. Če ne drugega, da vidiš, da nisi sam v teh občutkih, pa da to zdaj ne pomeni, da moraš iti obsesivno hujšati. In da smo pač lepe take, kot smo. Tako je. Ja, pa da obstajajo resursi, kamor se lahko obrneš, če se rabiš. Ja. Hvala ti. Hvala, hvala In vama. hvala vam, ko ste bili z nami in se vidimo v naslednji epizodi. Adijo! Čau!